Zdravljeni, z vami sem Minka Marija in danes bomo govorili o kroničnem stresu in avtoimunih obolenjih. Se pravi, danes bomo govorili o vseh boleznih, ki se jih ne morete nalesti, ampak jih telo samo proizvede. V glavnem, če ste že vzeli v roke knjigo, ko telo reče ne, Gabor imate, tukaj noter imate zgodbe ljudi, ki govorijo o tem, kako kronični stres poškoduje naše telesne celice oziroma celice ljudi, ki so v kroničnem stresu. No, ne vam povem, da to ni knjiga za pred spanjem, ker če to berete pred spanjem, postajate vedno bolj bolni, ker to ni knjiga, ki daje rešitve, ampak dejansko opisuje zgodbe ljudi, kako so na podlagi kroničnega stresa pristali v neznosnih razmerah, telesnih boleznih, neozdravljivih oziroma neozdravljivih težavah, enostavno niso nikamor prišli in to v bistvu bolezne, ki so samo se poslabševale in povzročale še več težav. V glavnem, no, jaz sem iz te knjige, ko telo reče ne, v knjigi, ko imajo duše žur, dejansko prepisala, izluščila ven, ne prepisala, izluščila najbolj pomembne programe, po katerih delujemo ljudje, predvsem pa tisti, ki imate težave z avtoimunimi obolenji, recimo ta podzavestna prepričanja pripeljajo do tega, da dejansko se povezava med možgani in nadledvičnimi žlezami dobesedno ne poškoduje, ampak postane non-stop napeta. Se pravi, v bistvu ne more se sprostiti. No in ta os, se pravi možgani in nadledvične žleze, se lahko poškoduje že v zgodnji mladosti. Recimo, tisti, ki smo odraščali v okolju, kjer za nas ni bilo poskrbljeno, recimo, pa če sem odraščala na kmetiji in vemo, da v teh letih, recimo v 70-ih letih, pa vem, da mnogi še kasneje, je bilo tako, da so zagovarjali teorijo, da je treba otroka pustiti jokati, da se mu pač čistijo oziroma širijo pljuča. Danes vemo, da to povzroča pri otrocih, ki jokajo ure in ure, poškodbo možganov oziroma ta os postane preobremenjena, se pravi povezava med možgani in med nadledvičnimi žlezami in se nikdar v življenju ne povrne več na prvotno stanje. Medtem, ker recimo otroci, ki so popestovani, ki je zanje poskrbljeno, tvorijo v možganih endorfini, to so v bistvu kot neki opiati, ki pa v bistvu povzročajo kot neko samohipnozo, predvsem pa povzročajo, da se celice lažje razmnožujejo, hitreje delijo in hitreje se razvijajo možgani. No in zdaj, če pogledamo, kako se odraža stanje poškodovanih možganov, se pravi, ko je ta že os poškodovana med možgani in med nadledvičnimi žlezami. Lahko je neprestano razbijanje srca, kronična utrujenost, lahko imate potenje, nerazložljivo potenje, pogosto uriniranje, driska, glavobole, bolečine v hrbtenici in na splošno suha usta. In na čustveni ravni se pa lahko to odraža kot neprestana napetost, občutek tesnobe, izguba veselja do življenja, razdražljivost in nespečnost. No, zdaj, če pogledamo, kakšni so znaki konstantnega stresa, dejansko je to. No in v glavnem, z mišičnim testom lahko preverite, če imate podzavestna prepričanja, ki netijo tiha vnetja na celični bazi. Recimo, potrebo imam potem, da vedno potlačim čustva. V duši nosim potrebo po bolezni. Odgovorna sem za čustva drugih ljudi. Nezmožna sem reči ne. Ne znam postaviti mej. Moram poskrbeti za potrebe drugih ljudi. Potrebe drugih ljudi moram postavljati pred svoje in tako naprej. V glavnem, glejte, to je na strani 38, od strani 38 naprej v knjigi, ko imajo duše žur. Tukaj noter boste najdeli ključna prepričanja. Zdaj pa poglejmo, kaj so sploh avtoimuna obolenja. Avtoimuna obolenja so obolenja, ki se jih ne morete nalesti
In o avtoimunih obolenjih, nasplošno o teh obolenjih sem pisala v knjigi Ko ima življenje žur. V glavnem, zakaj sem tukaj noter govorila o avtoimunih obolenjih, ker sem govorila o psihičnem počutju in kako nahraniti možgane, kako poskrbeti za dobro delovanje naših možganov. V glavnem, zdaj, če tukaj naslednje rastline, ki pomagajo proti avtoimunim obolenjem, se pravi vse, kar vsebuje ogromno antioksidantov, seveda deluje proti avtoimunim obolenjem, rdeča pesa, silicij, D-vitamini in tako naprej. In seveda velike količine omega-3, B-vitamina, flavonoidov. No, v glavnem, to je druga tema. Danes bomo govorili o tem, kako v bistvu avtoimuna obolenja zmanjšati in kako v bistvu poskrbeti za to, da se vaše čustveno stanje postavi v ravnovesje. Najprej poglejmo avtoimuna obolenja. To je na strani 42 v knjigi Ko ima življenje žur. Se pravi, vnetje želodčne sluznice, revmatoidni artritis, kronični gastritis, Crohnova bolezen, luskavica, celiakija, avtoimunske bolezni ledvic, rak, Alzheimerjeva bolezen, multipla skleroza, demenca, lupus, avtoimuno obolenje ščitnice, kronično vnetje sklepov in diabetes, se pravi potem naprej. Pač dejansko vsa obolenja, ki se jih ne morete nalesti. In kje se začne v bistvu prepričanja? Tukaj se začne, se pravi, določena družina deluje po določenih vzorcih. Recimo naša družina ima najslabše delujoči organ, to je trebušna slinavka, in to deluje na samo presnovo. Ampak trebušna slinavka se odziva spet na naša čustva. In čustvo, ki je zadaj, ki vpliva na trebušno slinavko, je povezano z občutkom razočaranja, z občutkom nemoči. Sej nič ni vreden, sej se nič ne spremeni, sej, a veste tisto, ko se usedeš na kupček, pa objokuješ nesrečo. Nemočna sem. Ali pa potrebo imam potem, da sem vedno žrtev. Jaz to Boga in tako naprej. To so vzorci, ki se prenašajo po družinskem deblu in je čas, da jih počistite. Recimo, če zdaj pogledamo, strah me je, da bom zavrnjena, recimo. Strah me je, da bi izgubila ljubezen. Potrebo imam po zadovoljevanju potreb drugih. Globoko v duši nosim sovraštvo. No in pogosto, ko predelujemo neke karmične vezi, te so tudi povezane z najbolj težkimi odnosi in duša si dobesedno izbere kuliso, idealno družino, kjer bo lahko predelala svoje rane. Tako da res vas povabim za vse tiste, ki imate kakršnakoli vnetja v svojem telesu. Ja, telo je tehnično. Jutri bom posnela video, ampak prav webinar, prav o avtoimunih obolenjih, bom zdaj že pripravljeno in bom jutri objavila. V glavnem in vam bom pokazala majčkeno bolj podrobno, kako si lahko pomagate s hrano, katere stvari pripravljati. Zdaj, če pa gledamo čustvene zadeve, je pa prva stvar, kako pozdraviti avtoimuna obolenja, je pa povezano s tem, kaj vidim lepega. Veste kaj? Prva stvar, nehajte poslušati slabe novice. To je prva zadeva. Nehajte spremljati bedarije, ki jih je na Facebooku, kakor hočete. Povsod so neke bedarije, tako Začnite spremljati stvari, ki vam večajo energijo. In če ni nobene stvari, kar vam večajo energijo, pojdite v naravo in poslušajte ptice. Ne vem, delajte nekaj, kar vam veča energijo. In zakaj to delate? Zato, ker je čas, da postavite sebe na prvo mesto. Ker če vi sebe ne boste postavili na prvo mesto, drugi vas ne bojo. No in tisti, ki imate avtoimuna obolenja, od sklepov do težave s ščitnico, tudi depresija nenazadnje, je pogosto to povezano s tem, da morate druge ljudi vedno postaviti na prvo mesto. Zadnjič je bila ena gospa pri meni na svetovanju in njen program je, mislim, tako neverjetno, da vsakič, ko je v partnerskem odnosu, pomeni, da je v suženskem odnosu.
In dobesedno, seveda vsak odnos uniči, zaradi tega, ker ona noče biti sužnja. In zdaj pa mislite, ne? Če vi se osvobajate nekih vzorcev, pač, da jih prepoznamo, najprej vidimo, kje je težava. In ko se umirimo in ko znamo poiskati čustvo zadej, se pravi, ko se jaz umirim in če me ena stvar povzroča nek nemir v meni, se umirim in se vprašam, kaj je to čustvo, kaj je v meni, kaj občutim. In iščem čustvo zadej, ki ga imam, ker čustvo je tisto, ki povzroča vibracijo ali pa to napetost med možgani in mojimi nadledvičnimi žlezami. Nadledvične žleze so pa inkubator stresnega hormona. Stresni hormon pa vemo, da če se ne umiri, če se ne zmanjša v večernih urah, pomeni, da nam povzroča, da se redimo, da se staramo, da se počutimo zjutraj bolj utrujene, kot pa zvečer, ko smo šli spat. Enostavno pademo v nek začaran krog nemoči. No, tako da, ja, kje začeti? Ja, pri pozitivnem mišljenju. Tukaj se vse začne. Pri odločitvi, da sebe postavimo na prvo mesto zaradi tega, ker se imamo radi. No, in zdaj tukaj imam Oshotove karte, da vidimo. Sporočila za vse tiste, ki se učite postavljati meje. Postavljati meje in da reči tudi včasih, to pa ne gre več skozi moje sito. No, da vidimo. Ničnost. Delati nič. Ta karta je sicer črna, ampak je povezana s kvantnim poljem. Povezana je s kvantnim poljem, da v polju te neskončne črnine ali pa ničnosti mi lahko z vsako mislijo kreiramo novo bodočnost. Vemo, da kvantna fizika je dokazala, da opazovalec in njegova pričakovanja ustvarjajo končni rezultat. In to močimo vsak izmed nas, zato ker mi smo tisti, ki lahko vplivamo na svojimi pričakovanji. Zdaj pa pomislite. Vaše pričakovanje je v družini, nič se ne da spremeniti. Naša družina je zabetonirana, tako pač je. To je vaše pričakovanje. Ali je pa vaše pričakovanje povezano s tem, da verjamete, da če vi pri sebi postanete sprememba, tako kot je rekel Buda, postani sprememba, ki jo želiš videti v svetu. Postani sprememba, ki jo želiš videti v družini. Kaj to pomeni? Ti sebe umiriš od znotraj in ko prideš na družinsko srečanje, ne eksplodiraš, ker ni več potrebe. Ker enostavno, če se vsi zaletavajo v zid, si lahko miren, mirna in enostavno opazuješ, brez da se zaletavaš zraven. Se pravi, vsak od nas ima to moč, da nekaj spremeni pri sebi. Nihče drug ne razmišlja z vašo glavo, vi jo imate, vi lahko razmišljate s svojo glavo. Ja, pogojenost, ki jo dobimo glede svoje družine, ta karta je dobra, poglejte. Lev, ki poskuša biti ovca. Tukaj ne govorim, da je vaša družina čreda ovc, ampak gre se za to, da mogoče vi ste dobili vašo družino samo z namenom, da ozavestite določena čustva, zato da boste lažje napredovali. Ampak to ne pomeni, da ste vi zdaj, in sploh in oni so pač neki izmečki. Gre se za to, da se začnete zavedati lekcij, ki vam jih nudi vaša družina. In to čisto redno. Naslednje sporočilo je prišlo zorenje. Čas je za premik naprej. Čas je za premik naprej, pojdite naprej, ampak tisto, kar imate za narediti, je sigurno to, da začnete res opazovati svoja čustva. In zdaj pa naslednja stvar, prva točka je pa odpuščanje. Se pravi, dokler vi ljudem ne odpustite, ste z njimi zataknjeni. Kako odpustiti ljudem, ki jim ni moč odpustiti? Meni osebno je pomagal stavek, naj Kristusova ljubezen do določene osebe napolni moje srce. In to sem ponavljala, dokler to ni prišlo nekje globoko v meni, sem občutila olajšanje. Odpuščanje je prva točka. Dokler mi ljudem ne odpustimo, toliko časa ne moramo iti naprej.
in sebe držimo pod pokrovom. Tako da začnite delati na tem in boste videli, marsikaj se bo spremenil, tudi pri vaših avtoimunih obolenjih. Tako da uživajte in začnite delati na sebi, zato ker se imate radi.